Ho, 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 oktober je tukaj. Malo sem še prehitra, ne za božička, ampak mesec oktober je pa definitivno tukaj. In tukaj je tudi mesec karme. 10. mesec, 10. številka karme in mislim, da je zato dobro, da seveda to naredimo tudi mi, da se pripravimo na ta mesec karme, kjer bo ta karma pritiskala na vsakem koraku in da ti po tvojem astrološkem znamenju pomaga, da lahko vse te energije čim boljše zvoziš, a ne? Tokrat sem se povezala z nadangelom Kasielom, ki je zelo močen oziroma lahko rečemo ultimatni nadangel karme. Mi, ko prijemo na planet Zemlja, kako zdaj, Kris, lahko ti to po astroloških znamenjih narediš? Lahko. Mi, ko prijemo na planet Zemlja, moraš vedeti, imaš individualno karmo. Kaj se ti dogaja v prejšnjih življenjih, kaj se tvoja duša želi naučiti v tem življenju, zakaj se to želi naučiti, zakaj bo to, a veš, eno tako posebno bogatstvo za njo in tako naprej. To je vse super, ampak moraš pa vedeti, da zraven lahko razberamo še marsikaj drugega. Ti, ki si izbereš določeno astrološko znamenje, lahko na podlagi tega tudi odkriješ del karme. Torej, vsi tisti, ki smo šli po točno to določeno astrološko znamenje, bomo v naši individualni karmi najdli tudi, lahko temu rečemo, delno kolektivno karmo. Nekaj, kar, torej, duše, ki se zberemo pod tem astrološkim znamenjem in hočemo zagotovo vsi doživljati to. In ta del lahko danes preberemo. Tisto, kar je individualna karma, ti bo mogoče pa povedala, kako si lahko pomagaš, ampak dajmo to pogledati in torej jaz ti dajem zdaj v tem trenutku košček tvojega skritega zemljevida, ki te bo malo usmeril za to, da veš, na čem delati, kaj delati in kako to teče. S kom bomo začeli? Pa dajmo začeti z kozorogi. Kozorogi imate karmo nevidenja. Včasih nočete videti stvari. Včasih nočete videti, da nekaj obstaja ali da nekaj v neko smer gre in potem ste vi kar tako malo. Razumeš? Mogoče potem, ko se vam nekaj zgodi, ste blazno nezadovoljni, ampak vam vesolje že dostikrat prej pokaže, da je treba nekaj uskladiti, ampak vi si mislite, ne, itak ziher bo po moje, mora biti po moje in niste pripravljeni stvari videti. In tudi, če Bog ne da, da vam pa še kdo pride in vam proba, a veš, plašnice odkriti in reče, tole, veš, to pa nekaj ni, tiho bodi, boste pripravljeni včasih videti stvari. Dajte jih vzeti saj v oceno. Kaj pa, če je zadnji kaj resnice? Mogoče si boste marsikatero lekcijo zaradi tega lahko prehranili. Kaj pravite, kozorogi? Jaz mislim, da bi bilo to za vas dobro, a ne? Vodnarji. Karma izdaje. Vodnarjem se zelo velikokrat zgodi, da prejmejo izdajo za strani ljudi in tako dalje. In potem so dostikrat vodnarji jezni, zaradi tega, ker vodnarji imajo v sebi zelo veliko, razumeš, jaz sem pošten človek, vse delam, razumeš, z zelo veliko mero in odgovornosti in jaz to delam, kolikor le lahko, kako so lahko ljudje taki. In recimo Kasiel je meni tako dobro razložil za vas, da morate vedeti eno stvar, ko se vam to zgodi, je to zaradi tega, ker vi ste prišli na ta planet puščati stopinje. Vi, ko pridete v življenje človeka, ga postavite na glavo, res, to je vihar. Ljudem obrnete razmišljanje, ljudem, mislim, to je res, res zanimivo, kaj se zgodi. Ampak v enem trenutku, razumeš, ste vi svojo zapuščino, zdaj, ali je bila pozitivna, ali se ljudje niso pustili, vse ste obdelali in je treba iti naprej. In vi ste tukaj, da prihajate in odhajate ven iz življenja ljudi. Zdaj pa, takrat, ko se to zgodi, pa vam ni to preveč prav, zaradi tega, ker se pa zberejo taki načini, drastični, hitri odhodi, zato da bi ta čustvena navezava hitro padla, zato da lahko greste vi torej na naslednjega človeka, na naslednjo situacijo potem razsvetljevati. Nikar ne mislite, da je to vaša kazen. To se dogaja zaradi tega. Če boste to vedeli, boste lažje spuščali, ne bili jezni in vedeli, da imate zelo posebno poslanstvo, se vas vodi tudi tak poseben planet. Ribice, vi pa imate karmo sorodnih duš. Vaša karma je, da dostikrat razmišljate samo o drugih ljudeh. Pa se ni nujno, da je negativno, kaj ta rab, kako bi temu pomagala, zakaj je ta to rekel, kako bi to, kako bi un.
Lepo od vas, radi vas imamo, ribice, ste res take nežne dušice, ampak premalo pa recimo to isto intenzivnost razmišljate oziroma usmerite na sebe, a ne? Zakaj pri meni tako, zakaj se jaz tako počutim, zakaj jaz en dan trenutku tako reagiram, kaj to pomeni za mene, zato da se ponudite to, kar velikrat ponudite drugim ljudem. Tako, kaj, če bi se mi zdaj zmenili za mesec oktobra, da probate sami se postati sorodna duša? Moj nasvet. Oven, vi imate dobro karmo, mislim, ja, zanimivo, vi imate karmo naprednih idej. To pomeni, da iz planetov, v katerih se prihajate in tako naprej, privlečete iz drugih civilizacij res ideje, katere tako potem ta zemlja tako pogleda in reče, kva zdaj te ovni tukaj? In vi se dostakrat mislite, ne da se mi ljudem razlagati, ne da se mi to narediti, a veš, zato ker itak ljudje tega ne štekajo, ljudje tega ne razumejo, a ne? In potem dostakrat te ideje lahko umaknete, ker se vam ne da ukvarjati s tem, da jih ljudje ne razumejo. Ampak vaša naloga na tem planetu je ravno to, da naredite. Ta planet rab napredne ideje, rab nove rešitve, rab stvari, ki so drugačne. To, razumem, se že vsa ta stoletja rastemo, ne? Tako da ne prehite obupati nad temi idejami v tem razmišljanju, da ne bojo sprejete. Ja, mogoče bojo zemljani rabili malo vzgajanja na to temo, ampak definitivno boste pa za sabo pustili zelo pomembno stvar in svetlobno seme za zemljo, tako da kar dejte. Biki, vi imate pa karmo nedokončevanja. To pomeni, vi znate biti zelo tako, wow, tole, se ukvarjamo s tem 5-10-15 minut, mogoče 15 dni, pa gremo naprej, Zelo velikokrat znate biti taki, da se nekaj lote, pa zamislite, to je pretežko, pa tlejo treba pa čisto preveč nekaj, ne vem kaj že, in pa vse skupaj kar pustite. Ampak, a veš kaj, jaz mislim, da dostikrat v tem, da v bistvu si ta mojster, ki dela vajo dlje časa, pa da delaš neke podrobnosti, te zelo manifestacijsko nagradi in ti prinese lepe stvari in lepa spoznanja. Bodite v bistvu v tej jeseni pripravljeni stvari, razumeš, dokončvati. Dostikrat tudi recimo pustite odnose, dokončane. Ta zdaj meni neki in tako soočaš se, človeku poveš svoje in končaš odnos, ne. Biki so prvaki v tem, da zginejo, razumeš, da nikomur nič ne povejo, kaj so si mislili, tako naprej, in tukaj si ustvarjate zelo grdo karmo, ki vas potem lahko v zadnjo plat dajo grizne, tako dokončujte, vse dokončujte. Dvojčki, karma samo sabotaže. Dvojčkom pridejo ljudje in govorijo, koliko si fajn, koliko si v redu, koliko si, razumeš, in jim zmečajo to na pohvale. Oni pa nazaj, ne dela tega dvojčki. Ja, ne, pa nisem, pa to bi lahko še boljš, pa kaj, pa vem, pa misliš, da bo meni ratal. Alo, cel svet vam potrjuje, da ste glavne face, kaj če bi jim verjeli, ne sami sebi, razumeš, ta bič vihtet zadaj po hrbtu, kako vi niste, pa dajte potrditi drugim ljudem, ki pravijo, da ste fajn, ker ste. Nehajte tudi to verbalizirati, ker se vam sam igra z manifestacijo. Jaz mislim, da je to za vas totalno nepotrebno. Rak. Vi imate pa karmo notranjega dvoma, a ne? Mislite, da neki niste, ideje imate, ampak mislite, da vi niste zmožni tega narediti. Enostavno se ustavite, torej pri sanjarjenju, meditaciji, manifestaciji se pol ustavite, zaradi tega, ker sami se poiščete v zunanjem svetu, poiščete razloge, zakaj to fizično ni izvedljivo. In potem se aktivira to. Ampak nekaj morate vedeti, vi, če ste raki so ena izmed znamenj, ki so najbolj intuitivna, naravno intuitivna. To je res intuicija, jasnovidnost, kanaliziranje, to je vam šlo v zibko zraven, ne? In zdaj razumeš, to je super, da imate ta eterični del sebe, toliko zelo prebujen, vse fajn, ampak hkrati, razumeš, pa potem zaustavite to, ko fizično sami sebi dokažete, da to pa ni izvedljivo. Nehajte to početi. Če ste to videli, pomeni, da je možno. Ker vi ste najbolj v stiku s tem, kar je možno. Tako da dajmo to verjeti. Okay? Levi, karma vse na hitro.
levi ste, tako zelo instant generacija. Kdaj bom, zdaj bom in če bo čez 5 minut, je že konec, razumeš? Znate biti zelo neučakani in vi ste taki, neverjetno ste močni, vi hočete stvar pogledati, da je takoj vaša in to je to. In če se vam nekaj ne zgodi na hitro, pokažete zelo veliko nelagodja in potem, če ne gre na hitro, ste živčni, ste nepotrpežljivi, pokažete to drugim ljudem pa tako naprej. Včasih stvari ne grejo na hitro, včasih stvari gradiš zato, da jih spopolniš, zaradi tega, da v pol pridejo ogromne nagrade. Če si lev, je definitivno v tvoji karmi, da si lahko ful bogat, da imaš lahko ful veliko kariero, da imaš lahko zelo močno poslanstvo in če si lev, ti definitivno se tukaj kažejo mednarodni uspehi, pa se ti kaže, da lahko, cel svet je lahko tvoj. Ampak, potem, ko bo to tvoj, bojo to lepi, hitri rezultati, to se kar niza. Ampak pot do tja pa včasih malce potraja, zato se te manifestacijske kockice zložijo. Boste pripravljeni kockice zlagati. Se v Lego škatli tudi ne dobiš, razumeš, že sestavljenega, karkoli že noter. Device imate pa karmo individualnosti. Vi morate samo paziti, da se ne zgubite v željah drugih ljudi. Vi hočete, razumeš, kaj zdaj ta rabi, kako lahko unmu pomagate in vi se vklapljate v čas in prostor drugih ljudi, zato da doprinesete noter to svojo lepo energijo, ki jo imate, ampak imate potem časovno-prostorski problem, ko pridemo do vprašanja, kaj si pa jaz želim. Ful zmanjka časa za tvoje individualne želje, individualne stvari, ki hočeš narediti, no vse zadnje, individualen prosti čas. Vam ni težko pomagati drugim ljudem, vam ni težko preživljati časa z drugimi ljudmi. Če kdo kaj rabi, vam to ni težko. Vi se ne boste na koncu počutili, razumeš, grozen ali pa sem mogel tam nekaj narediti za nekoga. To so pa levi, vam to ni težko, sej se dobro počute. Ampak zemeljsko gledano je vse ok, ampak vaši duši doskrat to ni prav. Vaša duša doskrat reče, ja, super, sem pomagati, sorodne duše so podklukso, jaz bi rada nekaj povedala, jaz sem še nekaj, jaz sem tukaj, jaz bi nekaj sam za naju. In nimam časa, zato ker me Franska rab, ker me ta rab, ker me rab, ker moram to narediti, a te bom poslušala, ko si bom vzela čas zase in tam. Tudi ona vas rabi, Pazite, da boste nekaj imeli samo za sebe, ne da se priklapljate v želje svojih ljudi, ampak da imate želje, ki so samo vaše in ni prostora doskrat še za marsikoga drugega zraven. Nekaj pa mora biti sam za vas, prav. Tehnice, karma tihe pripovedi. Tehnice so prvakinje v tem, saj ti bi itak mogel vedeti, kaj jaz mislim, se je logično. Itak, da je logično, kaj je prav, pa kaj ni prav, in ta vaša tiha pripoved, ki govori na energijski ravni, ko pogledate druge ljudi, se manj da vidiš, se manj da čutiš, kaj se meni zdaj dogaja. Ni to tako. Ljudje so toliko ujeti, drage tehtnice, v svojih filmih, da pojma nimajo, kaj se vam dogaja in ne razumejo vaše tihe pripovedi, ampak tako res niče ne razumejo. Dajte vi vaše te tihe pripovedi, ali vsi bi me mogli razumeti, zaradi tega, ker je itak logično, se znaš brati energije, dajte spremeniti v glasne pripovedi, dajte malo več komunicirati o tem, kaj se vam dogaja, pa tudi v odnosu z drugimi ljudmi, ne pričakovati, da bo oni to kar vedeli, sploh zato, da ne gojite kakšne tihe zamere. Čas je, da začnete bolj iskreno govoriti o tem, kaj čute, kaj pričakujete ali pa kaj vas je zmedlo. Tako da tiha pripoved naj postane glasna, Škorpijoni, karma nezaupanja. Vi imate princip, kogarkoli jaz poznam in kdorkoli pride v moje življenje, ljudem ne gre zaupati. Zelo dolg časa se boš mogel truditi in potem bom jaz tebi zaupal in te bom spustil zraven. Jasno? Jasno. Zaradi tega so doskrat ljudi okrog vas, kaj si zdaj ona misli, zakaj je to tako, in padejo v neko nenaravno energijo, pa se hočejo vam celo dokazovati, pa tako naprej, ampak vse skupaj nastane en nepotreben energijski krč. Tole bo sicer, ker sem tole pisala, sem vedela, ker mi je Kasi rekel, sem vedela, da bo za vas drugače težka naloga, ampak vsem bom pa probala z vami, Jaz mislim, da bi bilo za vas ful dobro obrniti energijo. Vem, da ni tipično škorpijonsko, ampak vem, da je to z razlogom prišlo čez Kasijela čez,
kaj pa, če bi vi obrnili energijo? Jaz tebi v prvi žogici zaupam, če mi pa dokažeš nasprotno, pa pa dvignil svoj škorpionski rep, ni problem, a ne? Ampak kaj, jaz v prvi vrsti vsem dam vso možnost, vsem zaupam, tako naprej. Če se kdaj kaj zgodi, pol še vedno vem, kaj moram energijsko narediti, ne pa mogoče na prvo žogico igrati v nezaupanju, okay? Ali pa sodbi, ali pa kaj tazga. Mislim, da se vam v življenje ful izboljša, če boste uspeli tole implementirati svoje življenje. Strelci imate pa karmo biti na planetu Zemlja. Vi ste lahko tukaj pogledate tale planet, koliko sebe smislite. Te ljudje tukaj, kako je to organiziran, kako se dela to z živalmi, kako se dela to z naravo. Moj Bog. In dostikrat vam je, kaj bi bilo malo energijsko vam odveč biti tukaj. A veš, vi ste toliko povezani z naprednimi tujimi civilizacijami in vi veste, kako bi se mogli obnašati z naravo, z drugimi biti in vam ne gre čez, kar se kakorkoli drugače dogaja. Ampak a veste zakaj? Vse te občutke, ki imate in frustracije mogoče zaradi tega, ker ste bili poklicani na ta planet Zemlja, da to pomagate spreminjati. In če boste vi hoteli iz tega bežati ali v meditacije, torej sam meditirati, ampak ne imeti stika z drugimi ljudmi, ali pa recimo primer biti v osami, ne druge ljudi spuščati zraven, ne se družiti z njimi in tako naprej, potem ne boste mogli teh svojih svetlobnih stopinj pustiti, a veš, ker vse tisto, kar te na tem planetu moti, je strelc znamenje, ki tukaj res lahko pomaga in naredi velike spremembe. Zato je prav, da vas te stvari motijo. Super je, da vas te stvari motijo, ker zaradi tega boste lahko pomagali, a ne? In tukaj smo prišli do konca torej vseh znamenj. Jaz mislim, da zdaj bi rada pa še nekaj povedati o individualni karmi. Individualna karma je pa raziskovanje. Tukaj pa rabiš razumeti sebe, tukaj pa rabiš rast, tukaj je pa za tebe pomembno, da greš v take procese. In poglej si prosim na potovanje duše.si. Take stvari jaz vse odkrivam. 3 tečaji so za to, ki bojo v mesecu oktobru ustrezni zate. 9.10. tečaj jasnovidnosti in angelske terapije, kjer definitivno greš v taka razumevanja, uči se regresoterapije, angelskih terapij s pomočjo jasnovidnosti, lahko vse to, kar sem naštevala, kar smo danes pogledali, vidiš. Akademija kanaliziranja svoje duše čez sebe, angelov čez sebe, odpirati portale, enako prnaša, ali pa univerza spiritualnih študij. Učiti se dušnih readingov, kako to narediš, kaj imajo te živalske vodnike, kako lahko upravljaš svoje svetlobno telo, da se ti prenese vse te informacije. Jaz mislim, da te tečaje, ki jih prebereš, da te sam pokliče, kateri je prav zate. Ampak rada pa bi te opozorila, da obstajajo in da v tej jeseni zelo dobro iti v neki izobraževalni proces, zato da se ne osredotočiš, kaj drugi ljudje, pa zakaj to tako delajo, ampak da imaš nek proces, ki je tvoj, Tako da lepo se me, poglej si vse to na naši spletni strani in želim ti čim boljši mesec karme, naj bo za tebe pozitivna. Do naslednjič, lepo te pozdravljam.